Zakon o radioteleviziji ministrice Širce je po moje nesprejemljiv predvsem zato, ker prvič, javni zavod, ki naj bi deloval izključno v interesu državljanov, spreminja v neko čudno mešanico zavoda in profitnega podjetja. To bo omogočilo tudi lastninjenje, saj 128 milijonov evrov, kolikor jih RTV letno obrne, je za nekatere vladne politike očitno preveč mamljivo, da bi se temu uprli. In drugič, novinarji RTV-ja ne bodo več javni uslužbenci. Nov zasebni lastnik pa bo lahko neomejeno določal, kaj morajo in o čem ne smejo novinarji govoriti. Že slovenski dnevniki so nas izučili, da lastnik časopisa lahko brez težav določa tudi uredniško politiko. Zaresova ministrica Širca se zaveda, da v parlamentarni demokraciji, ko se lahko vsake 4 leta menja oblast, ni možno preko parlamenta trajno obvladovati nacionalne RTV. Zato se je sedanja vladna politika odločila, da ta isti cilj obvladovanja doseže po drugi poti, po poti kvazi civilne družbe in lastninjenja. V tem novem čudnem hibridu zavoda in zasebnega lastništva pa se bo vedelo le, kdo plača, ne pa tudi kdo pije. Plačali bomo vsi, ki imamo električne števce. Zato je prav, da se imamo vsi, ki plačujemo naročnino, možnost na referendumu odločiti proti ukinitvi javne in pluralne RTV, proti temu, da bi se jo polastila določena politična opcija.